Drage gledalke, dragi gledalci, dobrodošli v oddaji Moja družina. Danes bosta z nami posebna gosta, Nik in Karin iz podjetja Elinor. Podjetnika sta že kar nekaj let, mlada podjetnika, a bi še enkrat zabrala podjetniško pot in zakaj? Definitivno ja. Zaradi osebnostne rasti. Zaradi svobode, pri meni je svoboda na prvem mestu. Tako. Super. Veliko več od tega odgovora boste slišali in spoznali v oddaji Moja družina, vabljeni k ogledu. Spoštovane poslušalke in poslušalci, dobrodošli v oddaji Moja družina. Danes bomo spoznali navdihujočo podjetniško zgodbo dveh izjemnih posameznikov, ki s svojo vizijo in inovativnostjo spreminjata svet naravne kozmetike. Z nami sta Karin Poravne in Nik Primc, ustanovitelja podjetja Elinor, ki s svojim delom dokazujeta, da je prihodnost kozmetike lahko trajnostna, učinkovita in naravna. Pozdravljena Karin, pozdravljena Nik, dobrodošla v studiu. Hvala. Hvala. Karin Poravne, soustanoviteljica in kreativna sila podjetja, je po študiju farmacije hitro spoznala, da želi ustvariti nekaj drugačnega. Nekaj, kar bo ljudem pomagalo na naraven način, brez škodljivih sestavin in z največjo skrbnostjo do okolja. Kot poudarja v svojih intervjujih, verjame, da moraš v življenju skočiti v vodo in plavati, če želiš uresničiti svoje sanje. Njena strast do naravne kozmetike in raziskovanja učinkovin jo je vodila do ustanovitve Elinor Cosmetics, ki ponuja visoko kakovostne izdelke brez kompromisov. Na drugi strani je Nik Primc, ki je kljub temu, da ni imel predhodnih izkušenj v kozmetični industriji, z močno željo po podjetništvu stopil na to pot in se prelevil v ključno gonilno silo razvoja podjetja. Njegov pristop k poslu je strateški in vizionarski. Vedno gleda naprej in razmišlja o tem, kako lahko Elinor postane prihodnost kozmetike. Njuno podjetje Elinor ni zgolj še ena znamka naravne kozmetike, je filozofija, ki temelji na znanstveno podprtih formulacijah, učinkovitih naravnih sestavinah in trajnostnem pristopu. Vse njihove formulacije so skrbno oblikovane, da so varne, učinkovite in primerne tudi za občutljivo kožo. V podjetju poudarjajo pomen transparentnosti in trajnosti, zato vse izdelke izdelujejo brez nepotrebnih dodatkov, mikroplastike in škodljivih kemikalij. Njuna vizija je preprosta, a močna. Želimo postati prihodnost kozmetike. Verjameta, da moramo vsi postati bolj odgovorni potrošniki in da je naravna kozmetika lahko enako učinkovita kot konvencionalna, če je le zasnovana z znanjem in skrbnostjo. V današnji oddaji bomo izvedeli, kako sta Karin in Nik začela svojo podjetniško pot, s kakšnimi izzivi sta se srečevala, kakšne so ključne sestavine njihovih izdelkov in kako lahko vsak izmed nas izbere boljšo, bolj trajnostno kozmetiko. Ostanite z nami, obeta se zanimiv in navduhujoč pogovor. Pozdravljena še enkrat. Jujo. Pa da začnemo z vprašanjem, kar ni čisto vezano na kozmetiko, ampak iz kje izhajata, z kakšne družine izhajata, da sta postala mlada inovatorja, podjetnika? Izvolite, dame prve, ne? Jaz imam zelo lepe spomine na moje otroštvo, sem iz ene take zelo povezane družine, veliko časa smo preživeli skupaj, absolutno nisem bila razvajena, tako da se mi zdi, da ta lastnost me je mogoče pripeljala tudi do tukaj, kjer sem danes. Neki temelji so bili vedno neko zaupanje, ljubezen, varnost in se mi zdi, da so bili to pa neki dobri fundamenti, da sem se pač razvijala kot oseba in danes tudi kot podjetnica. Nik? Jaz bi prvo poudaril, da je zanimivo dejstvo, da noben od najnih staršev ni podjetnik.
Torej vsi so zaposleni pri Karinu, v javni upravi, pri meni, pač v zasebnem sektorju, ampak še vseeno noben nisva videla tega vzorca podjetništva od staršev, tako da tule nama dam malo, mislim, si morala dati high five, da sva šla v čist neznane vode. To je bilo meni, ta gen sem dejansko podedoval, da pač sem na tem svetu očitno, da raziskujem, tako da to sem dobil v moji družini, drugače pa ja, v moji družini jaz bi rekel klasična slovenska družina, brez psa, ki ponavadi je pes, klasična. Mačka pa? Mačka, ja, seveda. Ja, meni se je zdaj ful, mislim, ko bereš o klasični družini, se mi zdi, da se kar najdem v tej vlogi. Koliko je pa v bistvu v vajini družini bila pomembna izobrazba, ta formalna izobrazba za starše? Kar meni zelo ful. Skozi je bilo to ocene, šola, najprej bo šolo naredila, pol vse ostalo. Jaz sem v bistvu začela svojo pot kot samostojna podjetnica, ko sem se z ličenjem začela ukvarjati pri 20-ih sporedno s študijom in ko se nisem odločila, da nadaljujem na magisterij po diplomi, kljub temu, da mi je to že zelo laufalo, je bil oči tako, ja, ampak magisterij, pa sem bila tako, pa zakaj? Ja, da boš rekla, da si naredila. Komu bom rekla? Tisti teti na kosilu, ki se enkrat na let vidiš. Tako da je bilo tle mogoče malo tako, ampak pol, ko so videli, da se da in da ni to nek pogoj za uspeh in vse, pač so pol sprejeli. No, sej diplomo sem dokončala, ampak mislim, da pod to pa je bilo ni govora. Najprej šola pa ostalo. Pri meni sta kar visoko izobražena, tako da tule sem pa imel zgled. Tako. Mi je pa všeč, ker mi nikoli nista silila, v katero smer ne grem. Ful smo se pogovarjali, ful sta podprla moje želje, kaj me zanima. In po diplomi me noben ni silil naprej. Ste šli v ekonomsko smer ali v podjetniško? V bistvu moja dva starša sta oba iz elektro, pa potem MBA, torej ekonomska smer. Jaz sem pa v bistvu samo eno stopno dol, jaz sem pa mehatronik po srednješolski izobrazbi, pa ekonomski, pač diploma iz ekonomske fakultete. Tako da sem šel v bistvu po isti poti, ampak samo eno stopnjo nižje. Kakšne vrednote pa bi lahko rekla, da sta povzela z družine, ne? Kaj vaju vodijo v življenju ali pa mogoče nezavedno, da ste jih prevzela? Jaz bi postavil zaupanje. Če mi kaj, mi pa res smo si zaupali in si še vedno noro zaupamo. Če moram eno še postaviti. Jaz bi pa rekla poštenost. Pač pri meni je bilo vedno tako garbej, pej, delaj dobro, vse okej, ampak ne škoduj drugim, ne preko. Tako da ja, jaz bi pa rekla poštenost. Kaj pa glede na to, da sta podjetnika vztrajnost, recimo, pa loti se nekaj novega, ki ne poznaš? Ne, to pri meni. Pri meni je bilo zelo bodi v varnem, vse izven cone je bilo tako grozno. Tako da ja, ne vem v bistvu, od koga sem jaz ta pogum črpala, ker od staršev ziher ne, one dva sta me tako v tistem mehurčku, tam je fajn, tam je comfortable, ni tudi one dva sama sta v tistem svojemu mehurčku, bi rekla, ker celo življenje že. Ne vem, jaz sem šla pa malo eno svojo. Zvezde so ti nastavljene. A mislite, da se rodiš kot podjetnik? Mislim. Jaz bi rekel, da moraš imeti malo živce prirojene. Lih to, nek tist pogum, ki vse ostalo odpove, mislim, da mora biti še ena sila v zadnji, da te brcne takrat. Jaz mislim, da. Ti si ziher bil, ker on je že kot majhen fantak borovnice za cesto prodajal. Grozdje pa jabolka sem babi kradel iz kleti in prodajal ob cesti. To je bil prvi, drugi razred osnovne šole. Prav, takrat si zaslužil prvi denar, ne? Takrat sem najbrž zaslužil prvi. Kaj pa Karin pri tebi? Ne, jaz sem zelo hitro začela svoj denar služiti, spet nerazvajenost. Je bilo tako toliko žepnine, karkoli boš hotela ekstra, boš mogla sama, tako da sem pri 15 ali 16 začela delati. In ja, potem sem dosti hitro sama začela ta ličenja doma v svoji sobi, vse je bilo zelo tako po domače
Pa se je pa začel razvijati. No. Tako da ja, tudi je bilo deloma, ampak se mi zdi, da je on dosti bolj, moj je bilo tako bolj v zibko položen. A sta bila živahna otroka? Ne, jaz ne. Pač za Ja. po punčevsko, mi smo bolj mirne. Po naravi se mi zdi, tako da ne. Jaz bi rekel normalno, ampak moji starši bi najbrž rekli, bi me opisali kot živahnega otroka. Sploh, ko sem v osnovni šoli sem imel eno obdobje, ko sem kakšen ta opozorila, ne opomine. ukor, ampak Opomine. je bilo par takih tako zadev, ki so imela pol z očetom pogovore, kaj mogoče ni pametno delati. Ampak kot najstnik si bil pa zelo miren in poseben. Ko so njegovi vrstniki hodili ven, pa To je žurali, bilo pa pol, pa ja. punce, je on bil doma, bral, ob 5 vstajal, tako. Tudi to se je pol razvil, ampak ja, tam do srednje šole sem pa kar imel mogoče obdobje. Super, evo, smo se ogreli. Glede na to, da čas zelo hitro teče, predlagam, da naredimo kratko pauzo. Drage gledalke, dragi gledalci, vrnemo se čez par trenutkov. Drage gledalke, dragi gledalci, dobrodošli nazaj v oddaji Moja družina. Z nami sta prav posebna gosta, Karin Poravne in Nik Primc, ustanovitelja podjetja Elinor. Ja, kakšen pomen za vaju ima formalna izobrazba glede na neformalno izobrazbo? Zdaj, tako čisto klasično, če to vprašaš podjetnika, bo rekel čim manj pač formalne, pa čim več street smarta, ulične, a ne, tako kot sva rekla. Vrš se v vodo in se nauči plavati, tako pač podjetniki delujemo in jaz to sigurno zagovarjam. Zagovarjam pa tudi, da neko osnovo moraš pa imeti tudi formalno. Tako da ne bi zdaj svetoval svojemu otroku, da naj lih po osnovni šoli neha se izobraževati, pa se naj vrže v podjetništvo, ne, mal nej. Še vseeno mislim, da ti da neke kvalitete v življenju, tam vsaj do faksa, pač moraš se držati datumov, moraš se učiti, moraš malo te discipline. Tudi odvisno, zakaj se odločiš. Če želiš biti nek doktor, logično je treba biti šolo. Ok, ja, to je druga. Pa prost? Ja, jaz se strinjam z Nikom. Čisto odvisno, zakaj, se mi pa zdi, da bi se lahko v šoli malo več dajali poudarek, malo splošno, bolj Pa praktično, ne? tako funkcionalno za življenje. Ker v bistvu, zakaj jo to sprašujem, ker zdaj sta pa tudi v vlogi, ki vidva zaposlujeta, ne? In kako v bistvu je vama pomembna pri zaposlenih ta formalni del pa praktične izkušnje, ne? A nekdo dobi službo, če nima šole po domače rečem, pa ima ful dobre praktične izkušnje, to me zanima majčken pogled, ne? Iskreno midva tistega dela CV-ja, kjer je šola sploh pogledala, ne. Najprej sva ful zaposlovala po izkušnjah, pa sva pa ugotovila, da imava ekipo s čist XY energijami, s čist drugačnimi vrednotami in je bilo to zelo nefunkcionalno. Tako da zdaj, ko oseba pride, se mi pogovarjamo o iz kakšne družine si, kako gleda na stvari in v bistvu iščeva prave fite glede na razmišljanje, vrednote, energijo, zato ker verjameva, da se čisto vse skillse tako, da se da priučiti, medtem ko da je nekdo tako pravi fit, da funkcionira in paše v tim, težko, a ne. Nama pa je zastriglo, lih prejšnji teden sva dobila 2 prošnji od 2 doktoric, torej DR. Tle sem pa jaz malo pogledal, tle sem zastrigel. Življenjepis. Tako, to je edino. Ampak ja, drugače, formalni izobrazbi, šolstvu temu ne gledava in je dosti vseeno pri nas. A lahko rečete, da ste v podjetju mlad kolektiv ali? Ja, Ja. pod 30. Ja. Okej. Kaj vaju je navdihnilo, da ste se odločila za to področje, ne? Predvsem pri Niku ni tipično verjetno, ne, razvoj kozmetike. Kako sta začela s tem? Ali pa kako se je začela vajina poslovna pot? Jaz sem bila v bistvu 8 let, 9 let vizažistka,
Torej ogromna ljubezen do ličenja, do vsega lepega, do umetnosti, do make-upa. In potem tekom te moje poti sem želela nek svoj pečat pustiti. Videla sem tudi, koliko imam zaupanja pri svoji publiki. Videla sem, da imam oko, občutek za dobre produkte. Ogromen sem jih sprobala. Takrat sva se z Nikom spoznala. Poznala sva se 3 mesece, ko sem jaz njemu začela na glas to razmišljati. On me je posedel, sem jaz začela te stvari sama delati. Potem se v bistvu čisto spontano skupaj začela to razvijati. On je pa takrat odklukal pri sebi oziroma začel razvijati to željo, da bi pa tudi imel nekaj svojega, neki e-commerce. Tako da on je hotel nekaj online, tako online prodajati, jaz sem hotela biti pač imeti neke svoje produkte in tako je pa zrastel Elinor. Sva pa trenutno je pa tako, da je Karin bolj, bom rekel, obraz brenda, jaz imam pa tisti zaledje oziroma sisteme, strategijo, management, finance, tako da rečeva front-end pa back-end, tako da zame se to skrat pohecam, nek izdelek BB krema je zame ena številka, tam SKU koda 6 nič 1 recimo in sploh tako pač v bistvu se dopolnjujeta, ne? Ja. Pa oba delata v isti firmi, tisti, ki vaju res veseli. Ja. Pa v končni fazi to, ki je pač na koncu sam kozmetika, to, ki je pa pač podjetništvo in je včasih se tako pogovarjava, tudi če bi gume prodajali ali pa zvezke, pač prodaja je podjetništvo pa čisto. Meni bi bilo isto, pač tiste cifre bi gledal, a ne, in budžete nastavljaš. Karin bi pa zbirala gume. V bistvu to ste začela v času covida, ne? Če sem si prav prebral. Tako. A je bilo kaj izzivov glede tega? Izzivov, mislim, ziher kakšen izziv, ampak boljše je bilo, takrat je pač e-commerce, torej spletna prodaja bila v višji rasti, kot je zdaj, ki v bistvu je tako, ampak zelo spodbudno okolje za začeti spletno prodajo. Jaz sem laik glede kozmetike, ne? Se pravi, ti rečeš, ok, jaz bi zdaj rad naredil eno kremo, namešaš in daš v prodajo. Verjetno ni čistko, ne? Ni čisto. Pa kje najdeš prve kupce, recimo, ne? Kako vam je to, kako sta... Ja, prvi step je, da najdeš proizvajalca. Torej, mi imamo pač proizvajalca tako v Sloveniji kot v tujini. Poveš svoje želje in potem oni zate pripravijo in vse. Veliko ljudi je na začetku mislili, da jaz to malo doma mešam v sobici. Tako da ja, to je zelo velika ekipa, laboratoriji, znanje in vse. Evropski trg je tudi zelo zahteven. Direktive pa... Zelo, najbolj in to mora biti vse pač res po regelcih, po domač povedan. Prve kupci so pa šli v bistvu prek mojega Instagrama na začetku. Imam kar dosti veliko bazo sledilcev tam, tako da so bili moji sledilci te prvi kupci. Pa je bil pa res lep občutek videti, ko je pa začela znamka preraščati mene. Na začetku smo imeli tudi povsod by Karin Poravne, zdaj smo dali to dol, zato ker so zdaj naši kupci tudi tisti, ki mene ne poznajo in znamka ni več odvisna od mene. Je bila pa zelo lep push na začetku, pa še vedno je tako en tak močen marketinški kanal za zraven. Kako pa sta prišla do imena, recimo? Tvoje maslo. V bistvu hotela sva imeti neko močno zgodbo za imenom, ampak jo žal nimava. Iskala sva ime, ki je kratko, jedrnato, ki se lepo sliši. Tudi v angleščini. Zgleda tako, da je univerzalno za morebitne širitve v tujino, pa da je bila domena prej, pa da je bil Instagram prej in tako je pa rato Elinor. Pomeni pa, se pomeni, ima. Rajo Sunshine, ampak... Ne, mislim, sliši se dobro, ne? Govorim z mojega laičnega vidika. Hvala. Tako zelo, recimo jaz, ko sem to prebral, se mi, bom rekel, pokazala ful na nivoju, luksus, kozmetika, da ima to sinhronizacijo, tako da moje top ime za te stvari. A je bila kakšna prelomnica v vajnem poslovnem življenju, ki vaju je zaznamovala, ne? Govorimo se pravi cirka 4 leta, ne? Če prav razumem, v poslovanju, kakšen... Jaz si jih pišem, ta večje, ziher, ko smo začeli širiti ekipo, ker enkrat nisva bila več sama za vse, ker na začetku dejansko Karin je bila produktni vodja, vse, kar se s tem tiče, jaz sem bil tudi support takrat in vse ostalo. Sama sva pakirala.
Tako da jaz bi rekel, ena prelomnica je bila, ko sem začela delo predajati drugim, ko sva pakirnico iz moje sobe v hiši mojih staršev preselila v dejansko skladišče. Pa se nisem več s tem ukvarjala, do pol finančnih prelomnic, kaj še zdaj, največja prelomnica v bistvu se prav zdajle dogaja, ko se selimo v nove prostore, 4-krat večje. Tako da, imaš ti še kaj? Ja, meni je bila ne vem, če se temu reče največja prelomnica, ampak eno obdobje je bilo, ko so bile težave z ekipo, tista neka prva odpuščanja, prve odpovedi. Je bilo tako zame, ker nikoli nisem bila v vlogi nekega menedžerja in nekega delodajalca ali kako šok, neznano, ne vem, kako naj to. Zdaj sem ratala že zelo bolj sigurna vase, sigurna v nas, zelo bolj gledam tako racionalno na stvari, ne več toliko osebno. Me take stvari ne pretresajo, ampak spomnim se prve te stvari, ki so bile, pa nisem jedla, nisem spala in je bilo tako čustveno zelo intenzivno. Prav ni podjetništvo, tudi če si uspešen, tako zelo romantično v bistvu, ne? Definitivno ne greš skozi kar enih testov. A bi še enkrat ponovila teh nekaj let zdaj? Ja, vi. Super. Res gre hitro čas, tako da je prišla do nas že čas za drugo kratko pavzo, tako da, drage gledalke, dragi gledalci, čez nekaj trenutkov se vrnemo z našima zelo zanimivima gostoma. Drage gledalke, dragi gledalci, dobrodošli nazaj v oddaji Moja družina. Danes imamo tukaj kar dva gosta, in sicer Karin Poravne in Nik Primc, ustanovitelja podjetja Elinor. Prej smo se malo več mogoče pogovarjali o podjetju, o kozmetiki, ampak zanima me, vidva sta dejansko poslovna partnerja in par kot privat, ne? Kako kombinirata, nosita delo domov na posel, kako vama to funkcionira? Jaz mislim, da sploh ne ločva. Karin ima tule več pripomb mogoče nad takim življenjskim stilom, ker ne moreš izklopiti. Urgence se dogaja, mislim urgenca, torej nujne stvari se dogajajo, ali si v firmi, ali si doma. Tako da to je davek, ki ga plačaš na tak način. Pač vsi govorijo o nekem balansu med privat pa poslovno, ki za moje pojme v resnici pač ne obstaja. Pride obdobje, ko si mogoče lahko malo bolj partner, pa lahko mogoče malo bolj odklopiš, to so za naju definitivno vikendi, čeprav se tudi ponavadi kakšni sprehodi pa hribi sprevržejo v brainstorminge. Pa pač pride obdobje, kot je recimo zdaj, ko se selimo v nove prostore, ko je pa pač posel 24/7. Jaz si želim, da bi bilo lahko tle bolj ločeno, ampak ja, tako kot je rekel Nik, so plusi, da delaš s partnerjem, definitivno te pač partner najbolj možen tudi razume glede vseh stvari, so pa pač tudi minusi. Jaz ne bi menjala kljub temu, da je tako. Vsem toliko svobode pride zraven, pač sam si razporejaš čas, tako da. No, pa še to se mi zdi glih fajn, kar ste rekli, ne, se pravi back-end, front-end, ne delata iste stvari, ampak vsak dela na svojemu fokusu v bistvu, ne? Tako. In se dopolnjujeta praktično. Tako, ja. No, ampak kljub vsemu, kako pa se potem sproščata? Oziroma, a si vzameta cajt zase, da greš za 4 ure sam nekam, pa ne vem, pač, a imata to potrebo, ker pač eni ljudje potrebujejo, eni ne, v bistvu ene fila samote, druge fila druženje. Kako sta tukaj? Jaz moram tule Karin pohvaliti, ker brez Karin bi jaz po mojem delal non-stop, ampak ja, in general so pa kar hedonista, tako da rada se pocrklava z dobro hrano, vinom. Nik se zelo rad druži, zato sem se smejala. Ja, tule smo si različne. In potem gre on od doma s svojimi prijatelji, pusti mene doma v samoti, ker jaz se pa spočijem, ko sem sama, tako da se tle pol tudi, se mi zdi lepo pol dopolnjujeva, ja. Ampak no, Karin skrbi, da greva vsak vikend vsaj en izlet
konkreten narediti v naravo, v hribe, s kužki. Tako da Sprav, tle imate tipično slovensko kužka. Tle pa že delamo na tradiciji. Okay. Kje v bistvu pa poj vrednote iz družine uresničujete v vsakdanjem življenju, ne? Da bi rekla. Mislim, da sva kar vsak prenesla to, kar sva prej izpostavila. Zaupanje, spoštovanje. Mislim, da je pri nama kar number one in isto delava tudi v podjetju. Mogoče do zdaj nisva dala največjega fokusa na vrednote, pa bi mogla, ampak vsi se učimo, so bile druge stvari za postaviti, tako da mogoče moj oseben gol za 2025, da v podjetju dam na prvo mesto spoštovanje in zaupanje znotraj cele ekipe. Se to je vedno bilo, pa komunikacija se mi zdi ful pomembna, pač mi, da se ful pogovarjava, jaz bi se še bolj. In ja, to pol tudi znotraj ekipe, ful, pač prid, povej, tukaj sva isto ka midva, pač povej, če je karkoli, dajmo se zmeniti, dajmo imeti odprte karte in biti iskreni. Kakšen pomen pa dajete pol v podjetju tudi recimo izobraževanju? Ker, ne vem, predvidevam, vajna panoga je zelo intenzivna, hitro se stvari spreminjajo, ali na sestavinah, ali na marketingu. Kako spodbujate zaposlene, da se upgradajo? En del ekipe jih kar pošiljamo na izobraževanja dodatna. En del ekipe se pa učimo, torej marketing vidik se pa več ali manj kar sami učimo, bi jaz rekel. Z izkušenj mir tam, kaj uspe, kaj funkcionira, kaj ne. Tako. Ful so samo iniciativni, sploh v Elinor ekipi so zelo tako, žene jih, pač da vejo, da znajo, da vidijo, kaj se dogaja, niso tako, tle sem moj računalnik, ampak tako, kaj se tam dogaja, kaj ti tako, in če nekaj ne gre, jih žre in pač ekipa v nedeljo na Slacku komunicira, zakaj nekaj ne gre, tako da. Pa so v bistvu samoiniciativni, se pravi, ni tako, dali ste mi ta navodila, to sem naredil in... Tukaj imamo kar srečo, srečo, saj tudi lead by example, kako rečejo, tako da. Pa se mi zdi, da imamo dobro organizacijo znotraj podjetja. Vsak točno ve, kaj je, kaj mora deliverati, točno jasno, če ni, točno ve, če ni, da bova rekla, kaj se dogaja in pol že sami se brcnejo pri. Kaj bi svetovala mladim, ki šele stopajo na svojo poslovno pot? Kjer je lekcija mogoče, da bi jim dala, ne? Jaz bi rekel, sam pejt, probat, čim prej se vršiti v vodo, pa splavati ven na tak ali drugačen način. Ne razmišljaj preveč, kaj se ne da, bolj kaj se da. Mislim, to je moj, ne vem, 5. tak biznis, tako da prej sem imel, mogoče lahko rečem 4, ne lih fejlane, ampak ne uspele ali kakorkoli. Tudi ta se ne vem, bo uspel, pa kaj je ta uspeh, ampak bo ali ne, skratka, čim več probati, tudi da ugotoviš, kaj te veseli. Meni je, jaz komi čakam vsak dan, da grem v pisarno, da delam naprej in mi je ful dober trenutno v življenju, tako da ja, do tega sem pa očitno rabil 5 drugih biznisov, da je točno ta da sem odkril zdaj to, a ne. Jaz bi pa rekla to, kar tudi njega skozi učim, da je treba pač ful uživati v poti, ker se mi zdi, da tudi midva sva pač zelo krivca tega, da si nek cilj daš in pol ga dosežeš in si tako, dobro, ajde, to je in pol naprej, ampak pa se nek tista strast, tisto zadovoljstvo na poti se pa pač zgubi, a ne. Tako da uživati pač na poti, pa pač lačen moraš biti. Se mi zdi, da veliko ljudi bi to imeli, ampak pa vidijo, kaj vse je treba do tam, so pa tako, pa se pa čudijo, zakaj ni tle, a ne. Kaj pa radovednost? Ta je pomembna radovednost v poslu? Zelo. Kaj pa za vaju pomeni, da imate življenje v ravnotežju, ne? Ker smo ugotovili, se pravi, praktično skozi delaš, skozi ste skupaj, what's the balance? A ima vsak drugačen balance, ne? Zdaj, dosti resničen tisti pregovor, ki daš odpoved v svoji službi, ker si delal 8 ur na dan, pa greš na svoje, ker pol delaš 24/7. Jaz mislim, da je to. Tudi če ne delaš, imaš pa v glavi, a ne, nek problem, izziv iz firme, ga premlevaš, ko greš spat, ko se zbudiš,
Tako da je spet work-life balance, makar in pri nama bolj čez. Jaz težim, da ga moramo imeti več, ker on bi imel samo work balance. Mislim, ne, sva pridna športava vsak dan ob 6. zjutraj, sva vsak na svojem treningu. Tako da mislim, da imava te osnove izredno dobro pokrite. Max, Sva tudi potovala zaradi podjetja, pač nama je to podjetje omogočilo, da sva bila več kot 1 leto iz Azije, sva živela tam, tako da tudi to je nek luksus, a ne, ker pa še časovna razlika ti da še več časa zase. Tako da se mi zdi, da še vseeno si znava vzeti in se znava pač imeti tudi fajn. Vse to, kar ti da podjetništvo, se pravi, ne bi za nič drugega zamenjal, sploh kar je omenila Azijo. Tam je bila vsak dan sauna, ice bath, te stvari, ki te nafilajo energetsko, meditacije, vodene, neke vadbe, sprehodi po plažih, grounding. Skratka, mislim, da nama ne gre toliko slabo tudi na tem področju, kako skrbiva zase. Mogoče še zadnje vprašanje, pa klišejsko, da rečem, kje se vidite čez 10 let vaju in podjetje? Ali kje bi se želela videti? Moja vizija, ne vem, če sega 10 let trenutno. Ta vprašanja. A rečem čez 5 let, pa je raj. Jaz se vidim kot vodja najuspešnejšega salona v Sloveniji, z nekim experiencem, ki ga naša država še ni doživela. Elinor se še naprej razvija, zelo smo močni na offlineu. Pa moj personal je, da delam aktivno kot prostovoljka še s kužki, ker to je nekaj za tisto za mojo dušo, zato tudi imava 2 posvojenčka. Jaz bi se kar pridružil, to, kar sva zdaj začela pisati to zgodbo, torej experience service, kle razvijati naprej, mogoče nas zanese v medical, oziroma delno v medical, v nek estetika pa to čez leto, 2, 3, tako da zaenkrat se vidim kle in planiramo v to smer, sestavljamo ekipo v to smer, naprej pa ne moram, ne veva. Kar se pa personal life tiče, se bo pa v tem času zgodila tudi ena hiška na Gorenjskem, tako da se tudi tako osamosvojiva, ker zdaj sva pač v stanovanju, tako da to, glede na to, da sva oba, oziroma sploh jaz iz vasi, ki je obdana z naravo, bo to ena največja kljukca na osebnem nivoju, da imava to, da sva pod streho dejansko. Super, Karinik, verjamem, da vam bo vse to uspelo, pa še veliko več. Hvala, da ste si vzela čas za naše gledalke in gledalce. Dragi gledalci, drage gledalke, verjamem, da ste tudi vi kaj zanimivega slišali, spoznali in da vas je tudi navdihnila zgodba Karen in Nika. Vabljeni k ogledu naslednjih oddaj Moja družina.